Smo prečkali Rubikon, ko gre za ubijanje nacionalnih voditeljev med vojno. Ciljano ubijanje iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja strani Izraela je ponovno obudilo vprašanje, ki se ga v sodobni dobi večinoma izogibamo. Le nekaj tednov prej so ameriške sile odstranile venezuelskega voditelja Nicolasa Madura z oblasti. Obstajajo zgodovinski precedensi. Sovjetske sile so leta 1979 ubile afganistanskega predsednika Hafizullaha Amina. Brazilske čete so leta 1870 ubile paragvajskega predsednika Francisca Solana Lopeza. Švedski kralj Gustav Adolf je leta 1632 umrl v boju proti cesarskim silam. Toda večina teh primerov se je zgodila desetletja ali stoletja pred povojnim, po letu 1945, na pravilih temelječim mednarodnim redom. Zakaj torej ti ciljani umori niso bili pogostejši v sodobni dobi? Ali je odstranjevanje voditeljev držav učinkovito orodje, ki bi ga morali uporabljati, ali pa nevarna stopnjevanja, ki ogroža na pravilih temelječ red? V redu, zdaj je čas, da se poglobimo v ta koncept. Pravkar ste spoznali goste in se vam vsem zahvaljujem, da ste tukaj. Začeli bomo tako, da bo vsak od vas imel 30 sekund za odgovor na prvo vprašanje z brenčalom, na to pa bomo lahko šli še nekoliko globje. Gremo po vrsti. Začeli bomo z Danom. Ali je bilo uboj Alija Hameneja prestop meje, ali je bil to legitimen cilj? Lahko bi trdil oboje. Jasno je, da je bila prestopljena meja, ker obstaja tabu glede ubijanja voditeljev drugih držav, skoraj ne glede na okoliščine. In mislim, da ta tabu ni toliko utemeljen na neki univerzalni morali, ampak bolj na praktičnosti, saj bi voditelj, ki ukaže umor drugega, že samo po načelu vzajemnosti lahko pričakuje, da bo tudi sam postal tarča atentata. To je jasno. Vendar pa mislim, da tudi če gre za pravilo, je to pravilo, ki bi lahko imelo izjeme. Očitni primer, ki tvega, da tako izgubi argument s podvajanjem svoje izjeme, je Hitler. Ne moreš biti proti atentatom in hkrati odobravati umor Hitlerja. In mislim, da večina med nami ne bi žalovala ob takšnem izidu. Torej, vprašanje postane, Naslednje vprašanje ali umor je... Hameneja dejansko dosegel navedeni namen spreminjanja narave Irana. In bojim se, da smo ugotovili, da tega ne doseže. V redu. Še se bomo poglobili, Dan, razumemo. Gremo naprej. Imamo Johna. John, kaj imate povedati o tem vprašanju? Moj začetni odgovor je, da je odvisno. In v primeru vrhovnega voditelja Alija Hameneja ne mislim, da se lahko tako imenovani voditelj države skriva za verskimi oblačili in potem pretvarja, da ni. Voditelj terorističnega režima, ki vsiljuje mrežo terorističnih organizacij, kot so Hamas, Hezbolah in Hutiji, in posredniške skupine po vsem Bližnjem vzhodu, izvajajo državno podprti terorizem proti Združenim državam Amerike in proti Evropi, ter sejejo kaos in grožnje po Bližnjem vzhodu in po vsem svetu. In potem se pretvarja, da je kot voditelj države varen pred grožnjo atentata. Mislim, da gre za zelo specifičen primer, ko govorimo o Aliju Hameneju. Mislim, da tega ne boste videli uporabljenega v nobeni drugi situaciji na trenutni mednarodni pokrajini. Gre predvsem za situacijo ZDA proti Iranu. John, vrnili se bomo k tebi. Jeff, zdaj pa poskusimo. Kaj misliš? Mislim, da je bilo ubiti Hameneja narobe. Bil je množični morilec. Zato njegovo ubijanje ni bilo enako kot ubiti moralnega, demokratičnega voditelja. Dejansko bi bilo njegovo ubijanje lahko upravičeno, če bi obstajala velika verjetnost, da bi ga zamenjal human voditelj, ki bi v Iran prinesel demokracijo. Toda njegovo ubijanje je bilo predvidljivo, neučinkovito in celo kontraproduktivno pri vzpostavljanju boljšega režima v Iranu ter pri soočanju s terorizmom na Bližnjem vzhodu. To ga je naredilo za mučenika, s čimer je okrepilo režim, ki ga je vodil. Tako se v veliki meri strinjam s prvim govorcem in deloma s tem, kar je rekel drugi govorec. V redu. Zdaj boste imeli več kot 30 sekund, da poveste, kar želite. Vprašanje je, ali obstaja tveganje, da bodo bolj zlonamerni akteri to videli kot znak, da je vsakdo legitimna tarča. Dan. Mislim, da resnično zlonamerni akteri niso potrebovali tega signala. Toda, ali bo to ustvarjalo novo normo v geopolitiki? Mislim, da ne nujno, ampak očitno je to znižal prag. Ali je Putin potreboval, da bi Izrael ali Amerika ubila Hameneja, ne glede na to, kako učinkovito ali neučinkovito bi to bilo, da bi lahko poskušal napasti Zelenskega? Močno dvomim v to. Bojim se, da živimo v obdobju, ko nekoč splošno sprejete norme, ali vsaj norme, ki so bile sprejete v zadnjih 80 letih svetovnega reda, ki temelji na pravilih, ali morda celo od Vestfalskega miru naprej, v zadnjih nekaj stoletjih, zadnjih mnogo stoletij. Mislim, da se te norme počasi razkrajajo in seveda trenutni prebivalec Bele hiše je sam zelo odgovoren za velik del tega. Toda na splošno, bojim se, da naš svet postaja vse bolj hobsovski
in vse manj nežen ter vljuden. John, kaj imaš na to povedati? Ko govorimo o kontekstu mednarodnega reda, ki temelji na pravilih, je to v veliki meri nenevarna fikcija, s katero so se države strinjale, še posebej v obdobju po hladni vojni, ko nismo imeli velikih motenj strani velesil, kakršne opažamo zadnjih 15 let. Strani komunistične Kitajske, imperialne Rusije in zelo agresivnega, sovražnega Irana na Bližnjem vzhodu. Danes imamo zelo drugačen geopolitični kontekst, kot smo ga imeli pred nekaj desetletji. In res ne vidim, da bi se to ponovilo, kot sem omenil v začetnem odgovoru, na drugih področjih. To je bilo zelo specifično za Alija Hameneja. Ne vidim nobenih drugih tako imenovanih nacionalnih voditeljev, ki bi jih Združene države ciljale. In kot je nekoč zapisal nek drug pisec, morilski režimi bodo morili. Pravzaprav ni nobenega odvračilnega sredstva proti nekomu, kot je Ali Hamenej, ki je ukazal Kasemu Sulejmaniju, naj ubije tisoče Američanov v Iraku v 20 letih vojn na Bližnjem vzhodu. Zato je bil Sulejmani legitimen cilj Združenih držav Amerike. In velik del sovraštva Hameneja do ZDA temelji na tem, da menijo, da se morajo maščevati za usmrtitev Sulejmanija leta 2020. Jeff! Moje mnenje je preprosto, da je zelo koristno imeti prepoved, splošno priznano prepoved ubijanja voditeljev držav. In vrednost te prepovedi je v tem, da ščiti voditelje držav, ki so v bistvu dobri, ki so bili demokratično izvoljeni. Nočemo, da bi bili ti voditelji nenehno ranljivi. Mislim, da so lahko izjeme. Na začetku ste omenili, ali pa je kdo drug, da bi bil atentat na Hitlerja dober. Načrt za atentat je bil preprečen in je bil predvsem notranji, ne mednarodni. Ampak vseeno. Uboj voditelja resnično zlobnega režima je lahko bistveni del tistega, kar je v mednarodnem pravu priznano kot občasna dopustnost humanitarne intervencije. Za zaščito prebivalstva pred lastno vlado in za zaščito drugih držav pred samovoljno vlado takšne vrste. Torej tega ne moremo popolnoma izključiti, vendar moramo razlikovati med dobrimi in slabimi voditelji. In to je razlika, ki jo je večini ljudi težko ohranjati. Počakaj, ustavi se. Želim samo dodati nekaj k temu, ker ko govorimo o Maduru, ZDA niso ubile Madura. Odstranili so ga in ga očitno pripeljali v Združene države. Torej, ali je to, ali gre bolj za brisano različico iste ločnice, če gledamo na to kot na kontinuum? Jeff, želim, da ti prvi odgovoriš na to vprašanje. V redu. Jazz. Mislim, da se je v tem posebnem primeru zgodilo to, da so voditelja suverene države ugrabili in ga pripeljali v drugo državo zaradi kazenskega pregona. V mnogih primerih bi morali meniti, da je to dopustno. Aretiramo voditelje držav in jih odpeljemo na primer na mednarodno kazensko sodišče, še posebej, če jih je to sodišče že obtožilo. Kot vemo, sta bila Putin in Netanjahu že obtožena. Jazz. Mislim, da bi bilo povsem sprejemljivo, da aretirajo enega ali oba in ju odpeljajo v Haag. Dan? Tabu glede atentatov ne moramo obravnavati, da odgovorim na tvoje vprašanje, na isti ravni kot kakršenkoli drug tabu, ki morda obstaja. Proti aretacijam ali pridržanjem ali ugrabljanjem. To preprosto ni ista raven dejavnosti, ki bi vzbujala moralna vprašanja. To ni vpletene nobene morale. Na koncu se prepiramo o zakonitosti in nekateri bi lahko izpodbijali veljavnost vsega, kar počne Mednarodno kazensko sodišče, ker jim je suverenost pomembnejša od vsega drugega. In lahko bi šli tudi v drugo smer. Rekel bi, kot sem začel povedati v svojih prvotnih komentarjih, veste, teorija pravične vojne dejansko, in ta se je razvijala skozi tisočletja, dovoljuje ubijanje borcev in tudi voditeljev. Mislim, da tle ne gre nujno za moralno vprašanje, ampak bolj za praktično vprašanje. Kar se tiče Alija Hameneja, sem pripravljen priznati svojo napako. Mislil sem, da pogoji veljajo.
Mislil sem, da je dovolj blizu diktaturi enega človeka, da bi se sistem lahko zrušil, če bi ubili Alija Hameneja. In tako je v zgodnjih dneh, čeprav je bilo popolnoma jasno, da je bila prestopljena meja, da je bil tabu prekršen, da se je izzivalo veliko nevarnost, bil sem nagnjen k temu, da bi to praznoval. In upal sem na drugačen izid. Zdaj ni šlo tako iz različnih razlogov, vključno z grozljivim ameriškim neuspehom pri načrtovanju neizogibne blokade v Hormuški ožini. To, da iranski sistem se je zagotovo pokazal in dokazal, da so, čeprav so zli in strupeni, sistem odpornejši, kot bi ga omajala smrt enega človeka. In v takšni situaciji kršitev tabuja morda ni vredna tega. Ko slišam Johna govoriti, se mi zdi, kot da govori o tem, kdo si zasluži umreti. Seveda, veliko ljudi si zasluži umreti. In Jeff govori o tem, kako bi morali biti svetovni voditelji tisti med njimi, ki so demokratični in dobri, zaščiteni. Ampak to je manjšina svetovnih voditeljev na današnjem svetovnem prizorišču. Torej smo spet pri praktičnih vidikih. In če govorimo praktično, ne vidim, da bi bil Iran oslabljen. Uporaben tabu je bil prekršen. In zato se bojim, in to počnem z velikim zadržkom, bojim se. John, počakaj, prosti dan, da te prekinem. Moramo dati Johnu priložnost, da se vključi. Sam pravim, da je bilo napaka. Ja. Bojim se, da je bila napaka. Kar povej, rada bi slišala tvoje splošne misli o tem, o vsem tem. Prav. Ja. Hvala. Naj razdelim na 3 podteme, če smem. Kar zadeva zakonitost, kot vemo, je mednarodno pravo izvršljivo le v tistih državah, ki so dejansko pripravljene uveljavljati mednarodno pravo. Ne obstaja nobena mednarodna policija. Torej je pravo, mednarodni pravni okvir, veljaven le toliko, kolikor je učinkovit mehanizem za njegovo uveljavljanje. In mednarodno kazensko sodišče bodo Združene države Amerike kmalu popolnoma zapustile, čeprav ga nikoli niso podprle že na začetku, ker smo edina država, ki ima vojake nameščene v desetinah držav po vsem svetu, in to bi bir ameriškega vojaka izpostavilo izjemnemu tveganju. Torej boste videli, da se bo pojavilo veliko vprašanje, kot ga je pred nekaj dnevi tukaj v Washingtonu izpostavil sekretar Rubio. Drugič, glede morale pravim, v primerjavi s čim? Nisem prepričan zakaj. Atentati niso upravičeni, ko so dovoljene množične civilne žrtve in invazije na cele države. Ko je določen voditelj tisti, ki povzroča težave v državi ali regiji, ali sankcije, ki so namenoma namenjene temu, da osiromašijo milijone ljudi v neki državi, in zakaj so te moralno sprejemljive. Medtem ko atentat na posameznika, ki je odgovoren za kaos, grožnje in nevarnost, ni. In kar zadeva praktičnost, mislim, da je to omenil Jeff in se popolnoma strinjam. Na koncu mora država, ki izvaja atentat, prevzeti tveganje, da bo izid boljši. Če je izid slabši, potem je bil atentat napaka. Ampak spet, ne vidim ničesar drugega na mednarodnem prizorišču danes, kjer bi bil lahko še kdo drug tarča atentata. Tako kot Ali Hamenej, glede na dejstvo, da je odobraval teroristične operacije proti svojim sosedom, proti oddaljenim državam, proti državnim voditeljem. Spomnite se, da je bila prav Bidenova administracija tista, ki je poleti 2024 sodno preganjala pakistanskega državljana in konec leta 2024 afganistanskega državljana zaradi poskusa atentata na nekdanjega predsednika Donalda Trumpa v Združenih državah. Torej tega ni začel nihče razen Irancev. In ideja, da bomo dovolili Aliju Hameneju, da se skriva za svojo opravo šiitskega klerika in pozabimo dejstvo, da je teroristični vodja terorističnega režima, ki poskuša vsiliti jedrsko grožnjo regiji in svetu, mislim, da to naredi tovrstno razpravo v mnogih pogledih nevzdržno. Če govorimo o Hameneju, je to v redu. Če govorimo o drugih državnih voditeljih, ne vidim, da bi se to zgodilo v bližnji prihodnosti. Presenetljivo, nihče tukaj ne pravi, da si tega ni zaslužil, a da je bilo to samodejno nemoralno. Mislim, da se vsi trije do določene mere strinjamo. Vprašanje je, kakšna je bila cena. In cena zagotovo obstaja za kršitev tabuja in prestop meje, ali je bilo to vredno v primeru Irana. In seveda je bil Hamenej grozen zločinec. Toda vidimo, da Iran v njegovi odsotnosti ni prav nič prestrašen. Ne deluje prestrašen. In njihovi trenutni voditelji so, če že kaj, še bolj drzni kot on. In ne le, da niso odstopili od nobenega od svojih prejšnjih stališč, ampak jih še bolj utrjujejo. Zato se moram vprašati, ali naj povabim, ker to se je zgodil, atentat na Trumpa in Netanjahuja v tem primeru, ker to je tisto, kar bojo zdaj poskušali narediti, je bilo vredno. In manj jasno mi je, da je odgovor pritrdilen, kot mi je bil prej. Žal moram reči, 28. februarja, mimogrede vstajajo tudi drugi voditelji na svetu, katerih zla dejanja bi lahko povzročila takšen atentat v imenu pravičnosti, o katerem govorite. In veste, številka 1 je morda v Kremlju.
Jeff, Kaj misliš? Ali bi lahko Jeff. tudi jaz? Lahko bi tudi jaz dodal, da opis, ki ga je John podal o Hameneju, velja tudi za voditelje, ki jih morda celo odobrava, kot je Netanjahu, ki je bil kriv za veliko terorizma in ubijanja v Gazi ter v na to Libanonu in moramo drugod. odreagirati. Prav tako nadzoruje jedrsko orožje. Lahko. Zakaj bi morali predvidevati? Netanjahu ima pravico, da ima jedrsko Kaj orožje, pa tole? drugi pa ne. Netanjahu je bil v Izraelu legitimno izvoljen in to ne samo enkrat, ampak na mojo žalost velikokrat. Netanjahu ni bil le demokratično izvoljen voditelj, ampak so bile njegove različne politike na splošno bolj obrambne kot napadalne. Lahko bi rekel, da je šel predaleč. Poglejte, gledalci I24 in drugih kanalov vedo, mislim, zelo dobro, da nisem oboževalec. Nisem oboževalec Netanjahuja, ampak iskreno primerjati ga z Alijem Hamenejem, popolnoma zavržnim teroristom na svetovnem prizorišču, mislim, da je neupravičeno. Zdaj se s tem strinjam, z Danovim pogledom. Jeff. Mislim, da je Netanjahu kriv množičnega pobijanja nedolžnih ljudi namerno v Gazi in množičnega pobijanja civilistov v Libanonu. To dejanje v bistvu ni bilo obrambno. Po mojem mnenju je bilo v veliki meri usmerjeno v to, da bi Palestince prisilili, da zapustijo Gazo. Izrael bi si lahko zagotovil varnost pred tem, kar je ostalo od Hamasa po 7. oktobru leta 2023, z bolj izključno obrambnimi ukrepi. Zato Benjamina Netanjahuja res vidim kot terorista, kot genocidneža. Obtožen je bil strani Mednarodnega kazenskega sodišča. Mislim, Veš, lahko narediš primerjavo, Emily. A lahko odgovorim? Mislim, da primerjava ni tisto, kar me najbolj zanima. To preprosto pomeni, da če bi razglasili odprt lov na politične voditelje, ki so krivi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu in podobno, bomo morali iti veliko dlje od Homeinija. Jeff, nočem, da zaidemo v to. Nočem odpirati te teme, ampak moram reči, če bi Netanjahu izvajal genocid kot odgovor na 7. oktober, morda na pretirano odločen način, pol me zanima, če enako misli še Trumanu, ne samo zaradi Hirošime, ampak tudi Nagasakija, prav tako o Obami, ker je odgovoren za smrt številnih civilistov v Mosulu. Na koncu. Ja, Imamo kar mislim, nekaj da je bil storilcev Trumanu genocida. dan kriv za OD. Grožljive oblike terorizma z bombardiranjem in uničenjem 2 japonskih mest. Ja, samo rečem, mislim, Če da je to smem zelo vstopiti očiten v to terorizem razpravo, Dan. in verjetno najhujši terorizem, kar ga je V redu, svet John, kdaj začni. poznal. John, kar povej. Želiš kaj povedati? Ja, res je. In Dan je izpostavil zanimivo točko z drugimi precedensi. Ne pozabimo, da je predsednik Barack Obama leta 2011 ukazal vojaške napade za usmrtitev Muammerja Gaddafija. Nisem slišal nikogar na svetu, da bi se leta 2011 pritoževal zaradi morebitnih pomislekov glede atentata, ko je bil predsednik Obama. Zelo zanimivo je, da se to dogaja danes v tem kontekstu partnerstva Trump-Netanjahu proti Hameneju. In ponovno. Jeff, ne glede na tvoja osebna čustva do Netanjahuja, moje stališče je, da ne vidim nobene tuje vlade, ki bi jo zdaj spodbudil atentat na Alija Hameneja in bi se zdaj odločila, da je v redu, če cilja na Netanjahuja. Če bi kdo želel ciljati na Netanjahuja ali kateregakoli izraelskega voditelja, ne mislim, da so za svoje lastno dovoljenje potrebovali usmrtitev Hameneja. Zato ne vidim, da bi bilo kakšno dovoljenje ali kakršnakoli osnova, ker je bilo to tukaj prekoračeno. To je moje stališče. In mislim, da ni nobenega državnega voditelja, vključno s Putinom. Ne poznam nobenega voditelja vlade, kjerkoli na svetu, ki bi imel kakršnekoli načrte za atentat na Putina, vključno z Zelenskim. Zato želim biti tukaj realen glede tega, ali obstajajo kakšni precedensi in jih preprosto ne vidim. Mislim, da je to zelo specifično vprašanje glede tako imenovanega vrhovnega voditelja Irana. Če ne bi spoznali, da imamo v očih Irancev legitimirali atentat na voditelje Izraela in ZDA, skoraj so že povedali, da bojo to zdaj vzeli kot načelo. Ne vem, ali bi bilo to omejeno samo na trenutne voditelje teh 2 držav. Zagotovo smo odprli Pandorino skrinjico.
In Iranci so zdaj zagotovo odločeni, da V se na redu, svoj to je način vse. iščejo. Oprostite. Hvala vsem. To je bilo zelo zanimiva tema. Še enkrat hvala Danu, Johnu in Jeffu. In prosim, nikar ne odidite nikamor, kmalu se vrnemo po odmoru.